Se ti kdaj zgodi, da mogoče moraš najprej verjeti vase, da moraš imeti dovolj znanja, dovolj informacij, da moraš imeti vse korake vnaprej načrtovane, preden se lotiš česarkoli. Kaj pa če ti povem, da je skoraj velikokrat ravno obratno? V tej epizodi greva malo čez to prepričanje, da moramo najprej vse znati, nato pa v bistvu gremo v akcijo oziroma kaj lahko narediš, tudi če dvomiš vase, da prideš do rezultatov. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Hej, evo danes pa sem se odločila, da posnamem eno tako mogoče malo bolj drugačno epizodo, tako malo bolj klepetavo. In sicer ravno smo zaključili z programom od Firbca do Kupi in bil je super program. Kar pa sem pogosto opazila, je v bistvu bilo to neko, bom rekla, nesamozavest mogoče ali pa veliko tega dvomov oziroma prepričanja, da moramo dobiti še več informacij. Veliko mi je tudi odgovorilo na vprašanje, torej kaj je njihov izziv, da nimajo dovolj informacij, da ne znajo, da si ne zaupajo, da ne želijo se izpostavljati in tako naprej. In sem rekla, ok, to bi bila pa mogoče lahko ena taka zanimiva tematika tega podcasta, ker če imamo to prepričanje, v bistvu kam nas vodi v to, da ne bomo šli v akcijo, nas vodi do tega, da čakanje, da bo vse popolno, da bo vse tipi topi, običajno vodi, da do tega nikoli ne pride. Zakaj ne? Zaradi tega, ker ne gremo v akcijo. In kaj se potem zgodi? Nikoli v bistvu ne začnemo recimo kakšnega projekta ali pa se mogoče počutimo preobremenjeno, da je vsega preveč, sploh zdaj, ko smo recimo veliko govorili o tem, da je v poslu, sploh kadar smo sami za vse, veliko nas je takih podjetnikov, ki mogoče še nimamo zelo velike ekipe ali pa si je niti ne želimo imeti. In seveda, če smo sami za vse, je takrat še veliko bolj pomembno, da imamo neke sisteme, ki nam služijo. Bolj natančno smo tukaj govorili o tem, da imamo recimo spletno stran, da imamo druge sisteme, podporne sisteme, ki kot magnet pritegnejo prave idealne stranke in jih potem ogrevajo in seveda vodijo naprej v nakup oziroma jih ogrevajo za naslednje korake. In če tega sistema nimamo in moramo vsak ta korak delati posamezno, pa če rečem tako ročno, potem seveda lahko to vodi do popolne preobremenjenosti, zmeraj smo na mailu, zmeraj ustvarjamo neke nove vsebine, zmeraj torej smo v tem kolesju, ko moramo zmeraj znova nekaj ustvarjati, pa na dolgi rok ničesar pravzaprav ne gradimo. In to hitro pride lahko do izgorelosti, do preobremenjenosti in potem nimamo časa, da se posvetimo tistemu svojemu primarnemu delu, za kar smo mogoče sploh prišli na poslovno pot in tako naprej. In vse v bistvu običajno stoji na mestu. Velikokrat potem dam to, da se počutimo kot tisti hrček, ki se vrti na kolescu, pa nikamor se naprej ne premakne. In zdaj, če malo pogledamo to, kaj je prej, ali najprej gremo v akcijo oziroma moramo imeti najprej vso znanje za to, da gremo v akcijo, ali ni čisto tako. Pa recimo, če pogledava en primer samozavesti. Če ne verjameš vase oziroma pa zakaj ne, si ne zaupaš in čakaš na to, da zdaj si pa bomo mogli zaupati, potem grem naprej naslednji korak, potem lahko grem v akcijo, potem lahko prodajam in tako naprej, potem verjetno bo še kar nekaj časa potrebno počakati. Če pa si vseeno dovoliš biti nepopoln ali pa nepopolna in graditi na svoji samozavesti na ta način, da greš izven cone udobja, da se mogoče kdaj izpostaviš, da narediš nekaj, kar ni mogoče ti najbolj udobno, s tem pa v bistvu gradiš svojo samozavest. Jaz definitivno se spomnim, da na svoji podjetniški poti na začetku seveda nisem bila še tako samozavestna, pa ne govorim, da zdaj je popolno ali pa da nimam več te potrebe tukaj se izboljševati. Seveda, vedno rastemo, ampak
če pogledam, ker to je že zdaj kar nekaj let nazaj, na začetku poti seveda nisem bila samozavestna, me je bilo strah sploh komu ponuditi mojo ponudbo, strah me je bilo sploh se izpostaviti, da niti ne govorim o tem, da se nisem upala niti objaviti svoje slike na svoji spletni strani, kaj šele na družabnih omrežjih, niti slučajno, da ne govorimo o videih ali pa da posnamemo live, Vse to mi je bilo zelo naporno. In če bi samo čakala, da bo zdaj ta samozavest, da bom pa to začela, padlo iz neba, bi verjetno še zdaj, po 10 letih, še zmeraj čakala in bi bilo še vedno vse enako. No, takrat pa sem raje rekla, da ne bom čakala, ampak da grem recimo v akcijo. In sem šla v bistvu, naredila en korak, pa sem se tukaj izpostavila, pa sem objavila, prav spomnim se, ko sem objavila, mislim, da je bilo na Instagramu, svojo prvo fotko. Mene je bilo tako zelo strah, tako sem se tresla in prav spomnim se, kako strah me je bilo, ko sem kliknila tisto, zdaj pa objavi, In potem sem gledala, a bo zdaj kakšen grdi komentar, in potem sem bila ful presenečena, da sem dobila ful take lepe komentarje in tako naprej. Zraven pa se spomnim, pa je bil en malo, tudi ne bom rekla ravno negativen, ampak ne vem, pač en čuden moški, bom tako rekla, je imel pač neprimeren komentar. In tisto me pa je spet, zadelo v srce in sem si mislila, zdaj pa moram to skriti, ne smem se več izpostavljati, ampak sem vseeno si rekla, tudi jaz, če z nekom želim sodelovati, mi je pomembno, da ga mogoče spoznam, da vem, kaj počne, da nimam občutka, da se skriva in veliko prej potem od takih ljudi tudi kupim. In tudi jaz se v bistvu ne želim skrivati oziroma ne želim biti obremenjena in pa omejena z mnenji drugih. Ker iskreno povedano sem delala zmeraj tako iz srca in če delaš iz srca in želiš dobro, mislim, da smo zmeraj na pravi poti in tudi vodeni. In to je recimo en taki primer, kako lahko gremo naprej. Potem se spomnim, da čez nekaj let, ko slikce sem že recimo objavljala, live na Facebooku, recimo ta live, pa mi je bil nočna mora, mi je pa bil nepredstavljivo. In sem spet prišla do tega, da želim tukaj prebiti naprej, da želim čez ta strah iti. In kaj sem naredila? Spraševala sem okoli, da bi dobila kakšno idejo in kaj sem na koncu ugotovila, da edina prava pot je ne, da iščemo neke informacije pa trikce, kako bi pa zdaj ta strah premagali in tako naprej, ampak enostavno, da greš čez to, kar te mogoče čez ta izziv, ki ga imaš. In jaz vem, da takrat sem si rekla, zdaj bom šla čez ta strah, tresla sem se cel dan, po noči nisem spala, ker sem si rekla, da ta dan bom pa to naredila in tako naprej, bom naredila en live, in potem tik pred liveom se mi je začel tresti glas. Bila sem res, dogajali se mi res prav tisti strah, ki ga marsikdo izmed nas verjetno čuti in prav spomnim se, imela sem zraven tudi listek, kaj je, o čem bom govorila, zato da če slučajno doživim tisti blackout, da bom imela vsaj nekaj zraven. In potem seveda sem ugotovila, da ni bilo nič hudega in vsak naslednji, ko sem vklopila kamero, je bilo veliko lažje. In to je recimo samo tako en primer mogoče, da vidimo, kako, ko včasih mogoče ne pogledamo nazaj, da bi videli, a smo kaj napredovali ali ne, ampak če pogledamo, lahko vidimo, da v bistvu to, da samo o nečem sanjamo, pa samo nekaj, da si mogoče želimo, ni dovolj. In to, da čakamo, da bomo imeli dovolj informacij, da se bodo zvezde poravnale, da bomo imeli dovolj denarja in tako naprej, nas v bistvu velikokrat lahko zelo veliko stane. Zato vse jasno živim po tem načelu, da grem v akcijo, da začnem delati na tej poti, tudi če dvomim, da mi bo uspelo, tudi če dvomim, ali bo to tudi če dvomim, če imam dovolj znanja, tudi če ne vem kaj koli dvomim, seveda poskusim pridobiti, kar se pač da, ampak vsa ta znanja in informacije, ampak na neki točki je pa tudi tega dovolj, ko je to, da iščemo nove informacije, je potem običajno še samo en izgovor, zato da ne gremo v akcijo. Tako da, evo, to sem želela danes tako malo poklepetati s tabo in me pa res zanima, kakšen je tvoj pogled na to, mogoče se tudi kaj tebi takšnega zgodilo in bom zelo vesela, če deliš spodaj v komentarju. Tako da, če pa imaš kakšen trikec tudi, kako ne samo čakati, ampak da gremo v akcijo, si zadamo mogoče kakšne mini izzive, mogoče da pač samo naredimo tega, kar nas je najbolj strah, da imamo kakšne mikronavade, kaj takšnega. Če imaš kakšen trikec, bom pa zelo vesela, če ga tudi podeliš, lahko mi zasebno ali pa spodaj v komentarju. Tako da, hvala ti za pozornost in se že veselim, da poklepetamo spodaj. Uživaj in čau, čau!
Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.